In smo že nazaj, tukaj v studiu Figovec, pa zdaj z menoj naša dobra znanka, ampak preden se posvetimo njej, gremo še do enega dobrega znanca, Roka, ki nam bo povedal, kaj se obeta z vremenom. Rok. Ja, moram povedati, da imam kar tremo, ker ob tebi sedi Gala, naša mojstrica. Ja, zdaj sem že povedal, no, pa saj smo mojstrica, lahko rečemo, vremenskih pesmi, jaz bom pa povedal brez rim, tako da je kar... Ampak dobro, se bom potrudil. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 8, najvišje dnevne pa vse do 21 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bo ponekod na vzhodu oblačnost strgala. V noči na ponedeljek bo dež prehodno ponehal, v ponedeljek čez dan bo od zahoda spet začelo deževati. Danes je vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo imeli značilne vremensko pogojene težave. Jutri bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Danes bo UV indeks sredi dneva ob jasnem vremenu po nižinah imel indeks okoli 8, v gorah pa vse do 9. Glavni alergen v nižinah je cvetni prah, te dni pričakujemo srednje visoke do občasno visoke obremenitve, v času jutranje megle bodo pa te malo nižje, s poslabšanjem vremena in možnimi padavinami se bo prav tako obremenitev znižala. Toliko za enkrat o vremenski napovedi, sedaj pa Maša in Gala. Ja, malce sem uničil to presenečenje, pa vseeno beseda je vajina. Hvala, Rok, nisi nič uničil, vse smo že na začetku oddaje napovedovali, da pride Gala sem. Tako da se gledamo mi prav kmalu. Ja, zdaj pa spremljaj, da boš Galo bolje spoznal. No, velja, komaj čakam. Se gledamo. Ja, kot je Rok rekel, z menoj tukaj v studiu je zdaj Gala Jarc, voditeljica na Ljubljana TV, ki jo morda bolje poznate kot tisto, ki vas razveseljuje s kakšnimi vremenskimi pesmimi in vam pove aktualne informacije, pa kaj se dogaja v prometu in podobno. Sicer pa je, tega najbrž ne veste, ampak je diplomirana inženirka okoljskega gradbeništva, pa tudi pesnica, pa prostovoljka, pa cirkusantka, pa lahko bi rekli... raziskovalka alternativnih načinov sobivanja in podobno. Gala Jarc! Dobrodošla v studiu Figovec. Kakšen uvod. Vse živo počneš v življenju. Ja, res je. V bistvu mi je prav fascinantno, kako si zaobjela res vse te aspekte mojega bitja, ali kako bi temu rekla. Ker sama sem vedno tako, Gala, opiši se in pa sem tako, kaj pa sem jaz, kdo pa sem jaz, ampak v redu, lepo je to slišati od nekoga. Včasih sebe težje opišemo, ker smo preveč vpeti v to, pa nekdo drug morda bolje to lahko opiše. Ampak začnimo naprimer s tem, ti si diplomirana inženirka okoljskega gradbeništva. Ja, res je. In zdaj delaš tukaj na Ljubljana TV in ukvarjaš se s cirkusom in podobno. Kako to, da si vpisala ta študij? Ja, če sem čisto iskrena, sem ob zaključku gimnazije, v glavnem nekako naraven tok dogodkov je bil, v redu, zaključim gimnazijo, potem pa moram iti nekaj študirati. Tista opcija, da bi si vzela kakšno prosto leto vmes, zame ni prišla v poštev, ker sem bila vedno tako, šola, cap. In potem sem bila, v redu, kaj pa ne vpišem v bistvu. Na nek način me je od nekdaj zanimala kakšna umetnost in sem bila tako, jaz bi šla pa slikarstvo študirati. Jaz bi bila slikarka. Ampak to so bile neke moje sanje kot otrok. Potem pa, ko je dejansko prišlo do tega, da bi se morala nekam usmeriti, mislim, da sem v 3. letniku gimnazije celo se vpisala na nek likovni tečaj, kjer naj bi se pripravili za sprejemce na akademijo. Ja.
In v glavnem, jaz sem tam ugotovila, da nimam pojma, da ne znam risati, da ne znam slikati, da pač to ne bo šlo skozi. In sem potem izbiro študija za nekaj časa dala na stran. Potem pa, ko je bil dejansko čas, da se nekaj odločiti, sem pa pač morala nekaj izbrati. Sem si sprintala seznam vseh študijev in sem šla. Ok, medicine ne bi. Tega ne bi. Prav seznam! Ne bi. In pol na koncu je ostalo nekaj možnosti. Mislim, da sem izbirala v grobem med krajinsko arhitekturo, pa potem tole vodarstvo. In pa sem se še malo pogovarjala z različnimi prijatelji, ki so študirali določene zadeve in zgodilo se je, da je kolega, ki je študiral vodarstvo in okoljsko inženirstvo, naredil tako super entuzijastično prezentacijo študija. Torej, midva sva se dobila eno popoldne v parku in on je prinesel izrezke iz časopisov, svoje zapiske, pač res neke učbenike, vse ful, ogromno enega materijala in s svojim energičnim nastopom me je pač prepričal. In ja, na koncu sem izbrala vodarstvo in okoljsko inženirstvo, pa sploh še, sam študij je v bistvu precej širok, v bistvu zelo perspektiven na nek način, pa tudi zajema, vse nekako sklada s to mojo željo po okoljevarstvu, naravovarstvu in teh zadevah in jaz sem bila takrat super. Jaz bom šla tole študirati, naučila se bom vse o bioloških čistilnih napravah in jaz bom rešila svet, očistila morja in to je to, zmagala. Tako da ja. In v bistvu se je ta oziroma ideja tega, da si šla to študirati, skladalo s to idejo, ki jo pri tebi jaz opažam, ne, da iščeš neke nove načine, lahko bi rekli, bivanja oziroma kako bi lahko bila tudi ti doprinos k temu, da se svet vseeno spremeni na malce bolj naravni način življenja in malce bolj skupnostni in tako, da smo vsi lahko recimo bolj srečni, zadovoljni skupaj v sobivanju z naravo. Ja, res je, dobro si to v bistvu povezala. Zdaj pa sicer, mislim, v sami ideji zagotovo, ne, dejansko lahko kot strokovnjak z področja vodarstva in okoljskega inženirstva zelo veliko doprineseš k temu, da se svet konkretno izboljša. To so res take konkretne rešitve. Sem pa v bistvu jaz tekom študija ugotovila, da mogoče tak tehničen pristop pa vseeno ni čisto zame. No. Zdaj ne vem, ne bi rekla, da mi ni šlo ali pa karkoli takega, samo kar nekako se nisem potem našla v tem, v bistvu tako praktično. In si šla v druge vode, ne? In delaš, na primer, zdaj na Ljubljana TV in se ukvarjaš s cirkusom, o katerem bova še govorili. Veliko pa doprinašaš k družbi v bistvu že kar nekaj časa tudi skozi prostovoljstvo, ki ga vpeljuješ v različne aspekte življenja. Koliko časa si že prostovoljka in kje vse si že prostovoljila? Ok. V bistvu ne vem, če sem kdaj dejansko štela ta leta, ampak mislim, da se je začelo s taborniki. Sicer sem k tabornikom začela hoditi precej pozno, to je bilo, mislim, da v 2. letniku gimnazije. Takrat sem tudi kar že direktno skočila v to, da sem bila pomočnica vodnika, torej da sem v bistvu vodniku skupine pomagala pri delu. In potem sem kar hitro nadaljevala, sem šla na vodniški tečaj, sem opravila vodniški tečaj, prevzela svojo skupino in potem prevzela še neke druge funkcije v taborniškem rodu. Ravno tisti taborniški rod, ki smo ga nedavno predstavljali, je bil rod, v katerem sem jaz preživela svoja taborniška leta. Tako da, kdaj je bilo to? 2. letnik gimnazije, takrat smo stari koliko? 17, 16. Tako da v bistvu je to zdaj 14 let mojega prostovoljstva, kako bi temu rekla. Sicer ne 14 let taborništva, ker potem so se moje prostovoljske poti razvejale in spremenile. V bistvu, vse lahko povemo, ti si trenutno, kje se trenutno ukvarjaš? Si promotorka krvodajalstva? Ja. Razne pomagaš pri organizaciji raznih festivalov prostovoljno? Ne bi rekla raznih festivalov, ampak pri Cirkokrogu sem v bistvu prostovoljka in trenutno organiziramo festival Človek na loncu, ki bo junija, tako da vsi lepo vabljeni. No, za kakšen festival gre? To je v bistvu festival
skupnostnega cirkusa. Se v bistvu povezuje dva aspekta tebe, ki ste... Tako, ja, skupnost je v bistvu tudi kar ena taka beseda, ki sem jo, mislim, tak pojem, ki sem ga res na nek način kar skočila res v to. Raziskovala. V bistvu si šla celo živeti za 1 leto v eno skupnost kot prostovoljka na Švedsko. Lahko več o tem poveš? Ja, to je pa bila ena taka izkušnja. V bistvu gre za Engsbako, to je festivalski in, kako bi pa to zdaj prevedla, v glavnem Course and Festival Center, torej festivalski center, pa tudi ne samo festivale, ampak tudi razne tečaje in seminarje imajo tam za osebnostno in spiritualno rast. Tako da jaz sem se v bistvu s tem centrom srečala že, ko sem bila na Švedskem na študentski izmenjavi in sem poleti iskala neko dogajanje, da bi šla na kakšen festival. Takrat se sicer ni izšlo, da bi dejansko šla tja, ampak sem pa vedela za ta prostor, za ta kraj. In sem jih sledila na Facebooku, čas je mineval, jaz sem vmes že čisto pozabila na to. No, potem je pa prišlo do tega, da sem nekako delala v službi v povezavi z mojo stroko, če bi temu tako lahko rekla, ki mi morda ni najbolj ustrezala in sem začela raziskovati druge možnosti. In ves čas je bilo pri meni zelo živo ta želja po nekem občutku pripadnosti, po občutku nekega take domačnosti, da nekam res spadam in se mi je zdelo, da skupnost je nekaj, kar ti da ta občutek. In sem se potem začela ozirati po tem. Hkrati pa v bistvu, to mi je bilo potem prav zanimivo, ko sem ozavestila, sem pa v bistvu ves čas bila obdana z neko skupnostjo, ker v bistvu je tudi v bloku našem, tam, kjer živim, se je razvila neka taka blokovska skupnost, ki pa je takrat sploh nisem dojemala res kot neko skupnost in sem ful iskala neko skupnost prav z nazivom. Da se uradno tako imenuje. Ja, no in potem pa še v povezavi s to mojo, kako bi rekla, prostovoljsko usmerjenostjo se je potem pa kar naenkrat pojavila priložnost za sodelovanje v enoletnem ali pa polletnem projektu Evropske solidarnostne enote, ravno v tej Engsbaki, torej v tem festivalskem centru. In pač ja, potem sem bila tako, ja, to je to, jaz sem se prijavila, res me je zelo me je vleklo tja. Malo sem se sicer bala, da mogoče me ne bojo sprejeli, ker pač, ne vem, v glavnem ti moji vsi pomisliki in nezadovoljstvo sama s sabo in sem se vmes prijavila še na eno drugo, to Evropsko solidarnostno enoto pa v skupnosti v Eko vasi v Nemčiji. In na koncu sem potem mogla zavrniti Nemčijo, ker sem izbrali na Švedsko, ker pač na Švedsko sem pa res hotla iti. In gledalci lahko zdaj tudi spremljajo nekatere fotografije iz Švedske, iz Engsbake, a sem prav rekla? Engsbaka, ja. Hvala, Gala, za enkrat. O Engsbaki in o cirkusu, pa morda tudi še o Galini pesniški usmeritvi se bomo še pogovarjali po oglasih, tako da za nekaj trenutkov se bomo poslovili, pa se vrnemo nazaj z Galo Jarc. Se gledamo! Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, danes predstavljamo tukaj v rubriki Voditelji Ljubljana TV se predstavijo našo Galo Jarc. Gala, ponovno dobrodošla. Živijo. Ostali sva pri Engsbaki, kamor si šla za 1 leto kot prostovoljka in v bistvu je bilo to zate neko transformativno leto in potovanje. Ne? Prej si rekla, da si bila bolj tako usmerjena in niti gap yeara si nisi hotela vzeti po gimnaziji, da bi premislila, kaj želiš sploh študirati, ker ne, vse je treba tako, pa tako. Potem pa je prišla tale Engsbaka in ti je malce transformirala pogled na življenje. Kako? Kako? Se v bistvu, mislim, ni bila ravno Engsbaka, da bi rekla prav taka točka, kjer se je pa pač končalo. Se je že vse skupaj malo začelo transformirati že pred tem, se je v bistvu tudi zato, ker se je začelo spreminjati, sem dejansko sploh lahko šla. Ampak ja, v bistvu nekako tam se mi je malo odprl svet, če bi temu tako klišejsko rekla. In dejansko sem začela
sicer v kombinaciji z vsemi ostalimi orodji pa modalitetami, ki sem jih spoznala, tudi nekako sprejemati, da mogoče pa sem taka, kot sem, da ni mi treba pač nekaj furati, kar se mi zdi, da moram, ampak da bi bilo mogoče tudi kar koristno in uporabno, pa mogoče celo tudi precej dobrodejno, če bi jaz začela malo poslušati, kaj zares jaz želim in hočem. Ker vedno sem bila tako, moram to in pač ker je to pač treba. Ja, ker je to pač treba, ne. Kako je potekalo življenje tam? Ja, to je v bistvu precej zanimivo, ker gre za ekovas in skupnost in v bistvu imajo nek svoj pristop do tega, kako skupnost deluje. Tam veliko poudarka je bilo na tem, da smo sodelovali. Tako da v bistvu vsako jutro smo se dobili, cela delovna skupnost. Tam je zdaj malo tako ločeno. Imaš prostovoljce, ki so v delovni skupnosti, pa potem so tisti, ki so tam zaposleni, pa potem so tam udeleženci in so malo različne skupine. Ampak načeloma smo se ob jutrih dobili te, ki smo tam delali, če bi temu lahko tako rekla, in v nekem jutranjem krogu. Včasih se je začelo z neko skupno meditacijo, predstavitev, kaj bo tisti dan se zgodilo, kaj so neki širši dogodki, ki se imajo za zgoditi v tistem obdobju in tako naprej. Potem smo tisti prostovoljci, ki smo bili znotraj Evropske solidarnostne enote, smo imeli, mislim, da tam nekje 5 ur na dan samega dela. Potem je bilo pa še na različne dneve so bile različne aktivnosti še vključene. Recimo ob sredah smo imeli mislim, da neke pol ure tihe meditacije v skupini, pa potem še tiho kosilo, da si res v bistvu bil prisoten s tem, kar počneš, torej pač ješ, da ni nekega čvekanja pa nekega hitenja, ampak da si res prisoten v tistem trenutku tukaj in zdaj. In še neke take, mislim, podobne prakse so bile v bistvu, kaj smo omenili, jutranji krog, pa potem ta sredina meditacija. Sharing, torej deljenje je bila tudi ena taka res pomembna praksa v tej skupnosti. To je pa izgledalo tako, da smo se ponavadi v teh skupinah, v katerih smo delali, smo se dobili v krogu in je v bistvu vsak posameznik imel, zdaj odvisno, koliko časa smo imeli, pa koliko nas je bilo, ampak tam nekje med 5 pa 7 minut, da si res delil, kaj je prisotno in kaj se dogaja v tistem trenutku s teboj, oziroma kar si pač želel deliti. In vsi ostali so te poslušali, brez da bi karkoli, ne vem, sugerirali, te sprašvali, kimali. V glavnem samo prisotni so bili. Držali prostor. Tako, držali so prostor in te pač v bistvu poslušali oziroma prejeli to, kar si imel za deliti. In to mi je res taka, mislim, ful je močna praksa na nek način in sem v bistvu prav hvaležna, ker smo s parimi prijateljicami s tem smo to še ohranile, tako da se na vsake toliko časa online sharing. In imamo online sharing, ja. Potem pa, če smo že pri tem, kako je izgledalo življenje, tam smo imeli pač skupni zajtrk, skupno kosilo. Na Švedskem imajo tudi tole kulturo fike, torej med vsakim obrokom je nekako malica, tako da v bistvu smo imeli zajtrk, malico, kosilo, malico, večerjo. To se super sliši. Tako da, tako nekako v grobem mogoče. In potem si prišla nazaj in je velik del tvojega življenja kar naenkrat zavzel tudi cirkus. Ja. A si se že od nekdaj želela ukvarjati s cirkusom? Kakšna je tvoja cirkuška zgodba? Celo prinesla si žonglerske žogice. Prinesla sem svoje žogice in sicer pač ne zato, da bi zdaj prav žonglirala, ker še vedno nisem neka blazno dobra žonglerka, ampak zato, da povem, da v bistvu so te žogice z mano, se mi zdi, da že od mojega 12. leta, nekaj takega, ko smo v bistvu starši šli na cirkus Cirkor je v bistvu, pa mislim celo, da je švedska skupina, nisem prepričana. Smo šli na predstavo tukaj v Ljubljani, ko so bili na gostovanju in jaz sem tam bila, mislim, itak sem se že takrat hotela naučiti žonglirati, ampak sem bila tako, jaz ne znam, meni ne gre, jaz ne morem. Ampak žogice sem pa vseeno dobila in te žogice so potem samevale, kaj je to,
18 let doma na policiji, dokler se lani nisem jaz dejansko spravila in naučila žonglirati. Kako in zakaj je prišlo do tega, mogoče malo doprinesla tudi karantena. Malo je pa doprineslo tudi to, da smo v bistvu v skupnosti v Engsbaki smo na neki točki z ženskami iz skupnosti ustvarile eno predstavo in v procesu ustvarjanja je me ena punca, ki je tudi v bistvu cirkusantka, ves čas spremljala in je bilo skozi, Gala, pa ti bi mogla se s cirkusom ukvarjati, To so bili ti monologi vagine, kako se... Ja, the vagina monologues, ja. Vaginini monologi, kako bi se prevedlo. Ja, in takrat se je pol v bistvu spet prebudila ta iskrica, cirkus, ne? Ker mene je od nekdaj fasciniralo recimo te ognjeni šovi, meni je bilo to vedno toliko všeč in vedno, ko smo kje koga videli, sem jaz bila pač tako, wow, jaz bi tudi to, ampak nikoli se pa nisem dejansko spravila. In mogoče je tudi ta del Engsbakine transformacije, to, da sem aktivno začela početi stvari, ki me zanimajo. Oziroma, vsaj prej si v bistvu rekla, da nisi tako dobra v žongliranju, ampak ti si precej dobra, glede na to, da tudi žonglerske tutoriale zdaj delaš. Ja, ampak to zato, ker sem zraven z res dobro žonglerko. Tako da v bistvu, če imaš nekega res dobrega mentorja, se da kar kaj spraviti iz sebe, kar si mogoče misliš, da nimaš, no. V katere vse aspekte cirkusa si se pa vključila? Ni samo žongliranje, kaj še, na čem še delaš? Ja, torej v bistvu zdaj sem članica združenja Cirkokrog, kjer je dosti poudarka na cirkuški pedagogiki, to da je v bistvu tudi že sam ta pristop k vzgoji, kar mi je na nek način mogoče še iz mojih taborniških časov se nekako to naprej razvija, sicer z drugačnim pristopom. Ampak to je zdaj en del tega cirkusa, ki mogoče vse se šele začenja. Kaj pri Cirkokrogu sem zdaj niti 1 leto, ne? Tako da v bistvu vse so še neki začetki. Torej sem žonglerka z žogicami začetnica, zdaj sem začela tudi se učiti s kegli žonglirati, tako da imamo tedensko vaje s kegli. Zelo so mi všeč tudi poji, to so tiste žogice na vrvicah, ki jih vrtiš. Ravno se kažejo slike iz Švedske, ko sem bila na enem mednarodnem taboru. Pardon, sem se malo zmedla, ampak kateri aspekti cirkusa? Tudi zračni cirkus. Ja, zdaj sem začela se učiti zračno svilo. To pač ne bi mogla reči, da se dejansko... Mislim, ja, se ukvarjam s tem, sem res. To sem pa res šele čist začetnica. Pač v osnovne korake, pa malo se not zapletem, pa malo pač tam padem. V bistvu celo zdaj ustvarjate eno predstavo cirkuško. Cirkuško predstavo smo že ustvarili lani poleti na cirkuškem taboru in jo zdaj v bistvu samo obnavljamo in bomo na festivalu, ki bo junija, jo tudi... kako se temu reče, zacirkusirali. Ja, zacirkusirali. A bi lahko ti malce zacirkusirala za nas vse? Zacirkusirala? Da malce... Ampak kaj, kar tako sede ali kaj? Ja, lahko tudi ostaneš, če lahko tudi ostanem. Se te bo Beni lovil. Beni me bo lovil, Beni je navajen. Ampak z žogicami pa res že nisem dolgo vadila. To je zdaj čisto osnovna kaskada. Pa če še malo jo obrnem, Maša ne more. Težko je govoriti zraven, res je zadrego. Kar vseci, v redu je. Itak bomo morali počasi v oglase, pa mogoče, da se dotakneva še tega, da ti na Ljubljana TV gledalci vidijo, da si velikokrat na bremenu aktualnih novicah prometu, ampak ne vedo pa, da si zadolžena tudi za rastline in živali, za živalske in rastlinske goste. Kako pa je prišlo do tega? Kako v bistvu... Zakaj so ti rastline in pa živali tako blizu? Zakaj so mi rastline in živali tako blizu? Kako je sploh prišlo do tega? Se mi zdi, da to, kar sva že prej omenjali, da vedno iščem neke načine pa možnosti za to, kako bi lahko bila nek doprinos in se mi zdi, da je tudi to mogoče izšlo iz tega, da bi želela na nek način doprinesti tudi k programu Ljubljana TV. In kaj bi rekla? Niti ne vem, odkot se je porodila ta ideja, ali je kar prišla do mene, da kaj pa če v bistvu je kar naravno tudi to, ker če je kdo bil pri tebi doma, ve, da imaš 40 rastlin. To veš samo ti, ker sem ti povedala, da sem jih preštela. Ja, ampak saj se vidijo. Ja, se vidijo. Ja. Res je, v bistvu sem
Ampak to je tudi zdaj ena taka hecna zgodba, zaradi tega, ker doma, vedno, ker sem imela rastlin, so vse pomrle. In potem nekako smo starši ugotovili, da največ, za kar sem jaz, so kaktusi. In recimo, ko sem se preselila v Ljubljano, sta mi kot vselitveno darilo sem dobila neko rastlino, katere zgodba je, da sta moja starša prišla v cvetličarno in prosila za neko rastlino, ki ne crkne. Ki je pač res vzdržljiva, trdovratna, tako da jo težko nek neskrben oskrbnik torej pokonča. In v glavnem dolgo časa sem imela samo tisto rastlino. Potem pa, kaj pa jaz vem, mislim, da na Švedskem sem že malo začela s tem, da sem si vedno več rastlin priskrbela. V bistvu tudi vmes, medtem ko sem jaz bila na Švedskem, je bilo nekaj rastlin, ki sem jih pustila v tem stanovanju v oskrbi takratnega podnajemnika. Zdaj pa, ja, v bistvu lani, to je po moje taka klasična zgodba. Lani med karanteno smo vsi začeli se ukvarjati z raznimi stvarmi. Jaz sem se začela ukvarjati z žongliranjem, začela sem vzgajati svoje rastline, tako da potaknjenec tu, potaknjenec tam, babi, a mi daš to rožo, a lahko še od te rože malo, in kar naenkrat nastaja džungla. In ja, moj cilj in ideja je, da bi imela enkrat res tako džunglo. Džunglo doma, domača džungla. Ja. Gala, hvala za tvoj obisk v studiu, da še takole v Figovcu te kdaj vidimo. Te bom kar prosila, če ostaneš pa odvodiš z menoj do konca, pa mogoče še sproti kaj poveva o tebi. Mi bomo zdaj šli v oglase, to je bila naša Gala Jarc. Po Gali Jarc je čas za Roka Škrlepa. Po oglasih nam bo povedal še zadnjo porcijo aktualnih novic, prometa in vremena. Se gledamo.